Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Prešernov dan je bil letos na ruski dači še posebej živahen. Številni obiskovalci so bili navdušeni nad vodenim ogledom vile, vodil ga je Aleš Musar, ki je bila pred kratkim obnovljena in opremljena z izbranimi detajli. Se je preselila v Sankt Peterburg in je potem za nagrado dal posesti okrog mesta, da so si tam postavili svoje letne dvorce. Prva generacija so dejansko letni dvorci. Nekje v sredini 19. stoletja so meščani, ko so počasi prišli do denarja, prišli tudi na to idejo, da bi bilo fino, da imajo tudi oni kakšne vikende v bistvu, zunaj mest. In tako nastane ta druga meščanska generacija dač, tiste, ki se je literarno življenje recimo odvijalo. Ali pa če gledate kjerokoli dramo od Čehova, praktično se dogaja na eni taki dači nekje zunaj mesta. In tale spada v bistvu v to generacijo. To je nekaj, kar so si privoščili bogati. So si naredili svoj vikend zunaj. In oblika, ki jo tukaj vidimo, je tisto, kar je v srednji Evropi na začetku 20. stoletja veljalo za ruski stil. In takrat je ljubljanski garnizon priredil velik banket v Unionski dvorani. In en original vabila z jedilnikom in muzikordom imamo tukaj na dači. Profesor Bogataj je iz tistega rekonstruiral potem recepte. In občasno priredimo tako imenovano cesarsko večerjo po točno tistem meniju. Interesantno, da niso pili Puntigamerja, ampak so pili Pilsner Urquell, češko pivo. Pili so penino, Goslar Goldek, ki je najstarejša avstrijska penina in zaradi tega imamo na dači vedno kot svojo penino. Tako da, če boste šli potem na kozarček penine, boste dobili enako, kot so jo pili leta 1908. Ampak tista večerja, naša cesarska večerja, se odvija v bistvu znotraj predstave, za katero nam je Jernej Dirnbeck napisal scenarij. Tako da so gostitelji cesarske večerje družina Petrič. Dogaja se v letu 1915, tako da je podnaslov večerje je večerja s 5 hodi in eno aretacijo. Da ga na koncu speljajo, ga pa ne ustrelimo. Ta del, ga podržimo v naslednji predstavi. Prt in grede, če pogledate vzorc, se spomnite barvnih okn v pritličju, ki so jih Petriči dali v gradu? No, to je isti vzorc. To je bilo presenetljivo enostavno narediti. Namreč, ko enkrat, ker da vzorc to mrežo, imamo tudi v svojem, uporabljamo v logotipu, so nam je dali v računalniško obliko in potem, ko imate enkrat to v primerni obliki, se da poslati v tkalnico in vam naredijo blago. Zdaj, naših tkalnic torej točno ni več, tako da to je bilo dejansko narejeno v Španiji. In cena je popolnoma sprejemljiva za blago, mislim, da je 13 € za dolžinski meter, širine 3 metre, več časa. Edin problem je, da ko enkrat štartajo stroj, ga niso pripravljeni ostati prej, kot naredijo 300 metrov. Imamo veliko blaga, ampak rabimo tudi veliko prtov, kot ostali metrov. Če potipate pod tole mizo tukaj spodaj na vogalih, potipate pod vogalih, boste zatipali mrežco. Ja, a to je bolj biljard? To je biljard miza. To je dejansko kombinirana miza. To so začeli delati v Angliji, takrat, ko so meščani ugotovili, da je biljard taka nobel zadeva in bi oni to tudi imeli. Potem so pa še ugotovili, da za razliko od plemičev v gradovih, oni v svojih stanovanjih nimajo ene sobe viška, kamor bi jo postavili. In so potem začeli izdelovalci pohištva delati kombinirana pohištva. Petrič, zastopnik puntiganske pivovarne, je ondan ustrelil v starotrškem lovu priložil jelena z 12 izrastki. Rogovje tega jelena je izredno lepo zraščeno, 85 cm visoko in 110 cm na široko razraščeno. Res izredna lovska sreča. To je bilo objavljeno v amerikanskem Slovencu 14. novembra 1913 in zraven je slika Franca Petriča in njegovih 2 sinov. 4 otroke je imel, 2 sinova, 2 hčeri, pa še enega jelena smo dali zraven seveda. Mlajši sin je edini, ki je imel potomca, 2 hčerke, obidve sta še živi
ker je tako čez 90, in sta nam zaupali svoje, torej družinske fotografije. In potem, ko je bil čas, da družinske fotografije vrnemo, sem jih povabil sem, da jim povem vse, kar smo odkrili o Francu Petriču in družini. In sta bili tako navdušeni, da sta rekli, da mi veliko več vemo o njem, ker oče nikoli ni hotel o njem govoriti, to je bila pač travma, no? In da naj fotografije kar ostanejo tukaj, da za nas skrbimo. Tako da imamo dejansko originalne dokumente tega časa. Ne? Ruska dača je s tem dogodkom še enkrat potrdila svoj status pomembnega kulturnega središča. Lep pozdrav, iskrene čestitke, seveda vam danes za naš kulturni praznik posebej damo pozdrav seveda našemu prijatelju, gospodu Musarju in seveda naši predsednici države. Kajti Koranti Petoviju Ptuj smo obljubili, kot je rekel glavni gazda, ja, 3-krat pridejo, je to seveda tradicionalno. Zato vam želimo na tem kraju dobro letino, dobro delo, posebej, da bi se počutili seveda ob našem največjem prazniku, seveda Francu Prešernu, dobro dan dali tisti naš kulturni praznik. Obenem izkoriščam priložnost, da vas povabim na našo korentovanje, to se pravi, letos imamo že 65. korentovanje. Zato vas vse vabim, da tudi prijete v naš Ptuj in moramo povedati, da je naša predsednica države, seveda, kaj vam povem, glavna pokroviteljica 65. korentovanja na Ptuju. Zato še enkrat lep pozdrav
in Koranti Petoviju tudi ne bi bili, bomo dali seveda našemu gospodu Musarju eno spominsko sliko. Naj povedam, Koranti Petoviju Ptuj. Tako, zdaj pa gazda, ne moremo Koranti Petoviju Ptuj, da ne bi dali, ker imamo svoj dar, pa tu za tebe, pa za predsednico, tudi povija tam narediti. Dve desitke sotega pa rupnika, tam bi vzel ta Mi smo pa pozabili tudi na našo predsednico, boste ji vi dali eno zadevo, to pa je posoda za pol zadevo pa ružo, ki ji pripada. Z veseljem. Torej, najprej dobrodošli. Prvič je prvič, ne? Drugič je ponovitev, tretjič je tradicionalno, se pravi dobrodošli na tradicionalnem prihodu korantov na rusko dačo. Petoviju Ptuj, če ne bi dali svojega zvena, je znan doma in v tujini. Kaj ti moram povedati, da Koranti Petoviju Ptuj smo pred kratkim praznovali 40 let svojega delovanja. Bravo! Ponesli smo ime Slovenije, bom rekel, po celotni Evropi in še širše. Posebej pa je najbolj dragoceno to, da smo lahko seveda kje druge kot doma, ko potujemo iz kraja v kraj. In zato bomo dali za vas, za gospoda Musarja in seveda tukaj živite, naš tradicionalni tuš, ki je znan doma in v tujini. Kajti številni koranti Ptujskega in Dravskega polja nas posnimajo prav po našem tradicionalnem tušu. Tuš mejster, prosim. To pa so naši pokači, ki imajo isto funkcijo kot koranti in seveda posebej naša rusa. Rusa pa ima posebno funkcijo, kajti gospodarji se ne sme na dvorišči rusa vrši na tla, ker če slučajno se mu to zgodi, potem pa je ženska, to je zgodovina piše, da potem ženska odide od hiše, ne? Tako zdaj, pa bi ne v predsednica odide. Za danes je dejansko odšla od hiše, ker ima v Novi Gorici druge obveznosti, ker je treba odpreti Evropsko prestolnico kulture, ampak, tako kot ste rekli, je častna pokroviteljica kurentovanja na Ptuju in bo prišla seveda na Ptuj. Tukaj pa mi je v čas, da lahko vam podarim knjigo oziroma ilustracije gospoda Muca, upodobitve slovenske folklore o kurentu.
Jaz sem bil v Nizozemskem Ljubljani. Najlepša hvala, zelo smo vam hvaležni. Bilo je odlično. Dobro telovadite. Hvala. Dajmo sliko narediti z nami. Je, da hoč naš. Vzorce skrimo, ki S kakšnimi vtisi odhajate z ruske dače? Zelo dobro ime. Povejte. Ženi nismo. Vam povem, moramo vedeti, da vas moramo zelo lepo pozdraviti. Zelo smo radi, da smo v ruski dači in še posebej za vsem moramo zahvaliti vsem ljudem, ki so prišli pogledati in pozdraviti Korante, ampak moram izkoristiti priložnost in vas seveda vse povabiti, ker danes niste tu, da prijete na Ptuj na našo 65 korentovanje. Hvala. Vi ste vodja teh korentov. Jaz pa sem predsednik društva Korantov pri Petoviju Ptuj in tudi peti print Ptujskega karnevala, print Cenko Friderik Peti. S kakšnimi vtisi pa vi odhajate? Mi je čudoviti vtisi. Oddelali smo, najlepšo povabilo smo imeli v rusko dačo, vse ostalo je bilo super. Ženi nismo bili, tako da imamo mi še svoje poslanstvo in moramo narediti še do konca fašenka, pregnati zimo in poklicati pomlad. Vi ste mojster pleša, kaj to pomeni ples, zakaj se imenuje To je pleš? tušmajster. A tušmajster? Ja, to je naš ples z občutkom in srce duše, to imamo neko darilo, ko prijemo hiši in damo spominek, da odganjamo zimo in zlo in vse ostalo. Hvala. S kakšnimi vtisi pa vi sprejemate letos te korente? Na ruski dači smo navdušeni, da lahko ta prihod korentov že imenujemo tradicionalni, ker je tretji. Tako da lahko najavimo, da smo se že dogovorili za prihodnje leto. Korenti tradicionalno pridejo na rusko dačo.